Lep pozdrav. V bistvu zdaj danes bi želela samo o Heksu povedati oziroma o njegovi ceni in težavah, ki so nastale na borzah in v kriptosvetu. Zdaj opažam že nekaj časa in zdaj je sploh bilo včeraj, v bistvu vse je nekaj šlo dol in delnice in fiat valute in o kup enih stvari, sredstva, vse je nekaj šlo po tleh. In seveda je to potegnilo za seboj tudi kriptosvet, Bitcoin, Ethereum, ker je to vse vezano na borzo tudi, ker te stvari so prišle na borzo in seveda pač vplivajo na to zadevo. Ampak kaj bi jaz rada povedala, je to, zdaj se recimo Binance pobira, drugače je bilo vse čisto rdeče, celo stablecoini v bistvu so bili rdeči, kar je nenavadno za stablecoine, stabilne kovance, niso ponavadi nikoli v rdečih številkah, ampak so bili zdaj. Tako da nekaj se dogaja, kaj ne vem točno, ne znam razložiti, ni pa to najboljše, a ne. Zdaj, kaj mene razveselilo, je to, da je Heks, kakor ga vidimo tukaj v Nomixu, odnesel gor. Za razliko od vseh drugih sredstev je šel gor in to precej, ker je bil 12-13 centov, zdaj je pa 18, to je zelo veliko. To je ogromno v bistvu, ogromen skok, 20-30% in je edini bil zelen. To pomeni, da gre pač njegova cena gor. Tako da toliko razmislek o Heksu, a ne. Zdaj, zakaj, jaz sem veliko razmišljala, zakaj Heks ne sledi Bitcoinu, zakaj Heks ne sledi Ethereumu in delnicam in ostalim stvarem, ke se rušijo. Moje mišljenje je, da, je štos v tem, da je Heks samostojen sistem. On je samostojen, decentraliziran depozit časa in, pač več, ko nas je tistih, ki vlagamo v Heks na dolgi rok, s Heksom se ne samo trguje s kovancem, ampak se tudi vlaga, on je podprt z realnim denarjem, z ljudmi, ki res delamo z njim. Je decentraliziran in je lastna banka. V bistvu delaš, kar hočeš s to banko, a ne. In, v glavnem, to je pozitivno in je dokaz v bistvu, da Heks ni vezan na ostale sisteme in na Bitcoin, Ethereum in da gre čisto po svoje. In zdaj morda maja ali pa junija bo še se Heks preselil na puščeno omrežje, ki bo čisto njegovo omrežje, in takrat bi znalo biti zdaj, Heks se bo razcepil seveda na dva dela. Eden bo tisti del, ki je bil na Ethereum omrežju do zdaj, ostane še vedno na Ethereum omrežju, ga seveda lahko date na drugo omrežje, se pravi tudi na puščen, ampak, bo označen kot Ethereum Heks, eHeks. In, takega Heksa se pač ne da stejkati, ne da se ga na depozit na puščenem omrežju, eHeks se ne da, a ne. Medtem ko pHeks, se pravi od puščajna, se pa tudi ne bo dal stejkati oziroma dati vložek na Ethereum omrežju, to je razlika med enim pa drugim, pa tudi verjetno oziroma ne verjetno, 100% bo velika razlika v ceni med enim pa med drugim Heksom. Tako da se bo dalo kaj narediti z njim, trgovati oziroma zaslužiti in pa pač sami boste, presodili, na katerem omrežju boste s katerim Heksom delali in kaj boste delali. Jaz zaenkrat bom na Ethereumu pustila, kar je na Ethereumu, in potem bom delala naprej na puščenem omrežju. To je pač moja strategija zaenkrat, ke se pa seveda lahko spremeni. Ne rabite slediti tej strategiji, naredite svojo. To so samo v bistvu novice, zato da boste videli, kaj se dogaja, ne, ker če še malo dol poskrolamo, v bistvu, da se nekaj nazaj postavljajo kovanci, ampak tole je bilo res, čisto rdeč. Dejansko,
Toliko o Heksu, da vidite v bistvu, da gre res za nek neko zanimivo sredstvo, ki je vredno pozornosti za preučiti. Poglejte moje ostale videe o Heksu in vse, kar pač je v zvezi z njim, spuščenom, se splača pogledati, razmisliti in potem boste videli, kaj boste naredili s tem sredstvom. Ja ali pa ne. Lep pozdrav. Pa ne pozabiti všečkati, lajkati video, mi napisati kakšen komentar. Z veseljem delam pač te videe, zato da pomagam čim več ljudem. Čau, čau.